Zbrati rdiče zelene, a kjerkoli že. Zgrešeni so si ideali, a sreče naprej ne vem. Kje so tiste stezice, ki so včasih bile? Zdaj pa raste grmovje zelene trave. Le kje so tiste stezice, le kje so tiste stezice, le kje. Hvala za ta res zelo lep uvod. Sedaj pa želimo poudariti, da v akciji Podarjamo knjige sežemo tudi preko meja. Tokrat smo se ponovno spomnili slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem. In veseli nas, da je z nami tudi minister za Slovence po svetu in v zamejstvu. Gospod minister Peter Jožef Česnik, ki ga vabim k besedi. Prosim, gospod minister. Lep pozdrav sem skupaj, se opravičujem, da sem bil tako, nimam rekelca, kravate, imam slovensko obleko, ne kitajsko in kravate, ki sam nosi. Skoraj 170 let Mohorjeve družbe, njenega poslanstva, predvsem ne samo dijaški dom in te stvari, predvsem pa pisana beseda in založništvo. Beseda ni konj, so včasih rekli, če se spomnite tega slovenskega pregovora. In zanimanje za pisano besedo, čeprav se založniki pritožujejo, da je kupovanje knjig in da so knjige predrage in da je upada, nekako vidim, da temu ni res. Slovenci in širom sveta še vedno segajo po knjigi. Naj bojo to pravljice, naše, Matičkov zajček ali nekaj takega, Janez je to, ti se spomniš tega, izrezi je gor. Kakorkoli, beseda nas povezuje. Če besede ne bi bilo, nas tudi več ne bi bilo. Res je pa, da imamo vsi različne dialekte in podobne stvari. Skoraj 170 let delovanja Mohorjeve je nekaj, kar je občudovanje vredno. Jaz poznam samo dve založniški družbi iz preteklosti. Samo Mohorjeva je še ostala. Cunjak, ki je podpiral Ivana Cankarja, mislim, da je samo še naslov na trgovini, kjer je bil, ostal založništvo pa ni. Zanimanje za slovensko pisano besedo v zamejstvu, predvsem pa med Slovenci na Balkanu, v bivših republikah skupne države, raste. Že dopolnilni pouk slovenskega jezika, recimo v Bozetu, se je dvignil za 54%. In darilo, ki ga v obliki pisane besede in knjige daje Mohorjeva različnim društvom, je dodaten gradbeni material pri ohranjanju slovenskega jezika. Nemalokrat smo pod vplivom tujk, kot majhen narod. Tehnologija zahteva svoj davek, nekaterih izrazov nimamo. Spomnim se moje stare mame pokojne, za njo je bil nemščina pač normalni jezik. In takrat so v Ljubljani rekli, pretrogi eno kiblo kojma iz kevdra na gang cofort. Zelo lepa slovenščina, v Ljubljani so vsi razumeli, mladina je danes razume, ali pa tudi ne. Tako da še enkrat bom rekel, župani, ki ste tukaj prisotni, madame ambasador, hvala avstrijski kanclerji pisarni za pomoč pri tej donaciji, hvala Mohorjevi. In upam, da to se bo še nadaljevalo v bodočnosti in da bo tudi slovenska širska publika, ne samo nas 30, ki nas je tukaj,
zaznali, kako pomembno je pisana beseda. Že ko berem časopise, pa je slovenska pisana beseda, kaj je v njej tujk? Ne vem, zakaj moramo uporabljati tujke, ampak temu pravi napredek. Če je pa to napredek, mislim, da se tako Primož Struž kot Valentin Vodnik v grobu oba ne obračata. Še enkrat hvala Mohorjevi družbi, hvala madame Ambassador za pomoč kanclerjevega urada. Slovenska ekonomija je majhna, zato strani mojega urada, in zdaj sem minister v odstopanju, so sredstva tudi omejena. Ampak to ne pomeni, da bomo kar odstopili od te naloge, da vzdržujemo slovenske običaje, kulturo, imena, besedo. Multikulturnost po obeh sosedah, suverenih, je nekaj, kar je izredno pomembnega. To prispeva, multikulturnost prispeva pretoku tako znanja, kot gospodarstva, kot kulture. In če tega ni, postanemo izolirani v svoji majhnosti, postajamo še bolj majhni. Torej, kakor je Vodnik rekel, Slovenc, glava je bistra ali nekaj podobnega, če se ne motim. Še enkrat hvala, da ste prišli, hvala za obisk in sponzorstvo in hvala Mohorjevi še na mnoga leta. Hvala, gospod minister. Sedaj pa vabimo avstrijsko veleposlanico v Sloveniji, gospod magister Sigrid Berka, da nam pove in pokaže svoj pogled na akcijo Podarjamo knjigo. Spoštovani gospod minister, spoštovani častni gostje, spoštovani gospod dekan, spoštovani gospe in gospodje. Veseli me, da lahko letos še četvrtič skupaj s dekanom Ivanom Olipom, predsednikom Mohorjeve družbe v Celovcu, v okviru akcije Podarimo knjige, podarjam radost in veselje. Kot predstavnice in predstavniki institucije, ki so bile letos izbrane med prijemnike, se lahko danes veselite bonu v skupno višini 50 000 evrov. Ampak že kmalu se bodo tega veselili tudi ljudje, ki pri vas v šolah, knjižnicah, društvih ali v družinskih centrih prebirajo knjige. Da je to veselje pristno, sem se lahko v preteklih letih prepričala tudi sama, ko sem se udeležila izročitve knjig, na primer v Mežici, Sevnici ali Radolici. Tudi jaz osebno se veselim, ker ta akcija, ki bo v prihodnje leto praznovala še svoj 20. rojstni dan, še nadalje poglablja odnose med Avstrijo in Slovenijo. Moja zahvala je vsako leto namenjena tudi uradno zveznega kanclerja na Dunaju, ki se tudi letos zagotovil potrebna finančna sredstva, ter Mohorjeve družbe v Celovcu in gospe Hojker, ki že številna leta profesionalno izpeljata ta projekt. Častnim in vsem drugim gostom se zahvaljujem za udeležbo. Strinjam se s gospodom ministrom, da pisno slovo in multikulturnost so zelo pomembna in se veselim, da bom lahko skupaj s dekanom Olipom izročila bon. Hvala. Hvala, gospa veleposlanica. Zdaj pa še vabim gospoda dekana Ivana Olipa, predsednika Mohorjeve družbe v Celovcu, da z nami podeli svoje misli o pomenu in poslanstvu te tradicionalne akcije. Spoštovani gospod minister, spoštovana gospa veleposlanica, spoštovani vodja sekcije za zamejstvo, spoštovani župan, moj sosed, spoštovana predsednica Mohorjana, dragi dobitniki knjig Podarimo knjige, dragi gostje današnje dobrodelne akcije Podarimo knjige, dragi Mohorjani, tukaj zbrani širom sveta. V imenu Mohorjeve družbe, najstarejše založbe, se vam zahvaljujem in vas vse prav prisrčno pozdravljam. Veseli me, da ste se zbrali. Že prežiho voranc
katerega 70-letnico smrti v teh dneh obhajamo, je zapisal, da je Mohorova družba naučila naš narod brati, da ga je kulturno oblikovala in osveščala. Glavna zamisel ob rojstvu Mohorove družbe je bila dati narodu dobre in poučne knjige. S tem je postala Mohorova družba ustanovljena pred 169 leti 1851, prva šola kulture in omike. Od tedaj deluje, raste in se krepi ter rodi žlahtne in pomembne sadove. Podobna je mogočnemu in močnemu drevesu z globokimi koreninami. Skupaj s slovenskim narodom je zadihala preporod narodov v 19. stoletju. Bogatila je slovensko srenjo z žlahtno domačo besedo in se tako lahko postala svetilka vsem slojem naroda in kulture. Mohorova družba je zrasla iz globoke vere in trdnega prepričanja in zaupanja, da vsebuje vsako dobro seme neuničljivo moč rasti. Zato je mogla prerasti in tudi premagati ideološke in politične razmere razburkanega prejšnjega stoletja naše zgodovine z vsemi posledicami. Vedno je ostala pokončna, hrabra in zvesta ciljem ustanoviteljev. Ob vseh zgodovinskih in svetovno-nazorskih izzivih, katerim je bila podvržena, posebno še po drugi svetovni vojni, je ostala edini povezovalni faktor zdomstva in zamejstva z matično domovino. V današnjem globaliziranem in digitaliziranem svetu se izstavlja še poseben izziv, da povezuje slovenski narod in plete mrežo vzajemnosti in slomškovega duha v smislu oporoke sveta vera vam vodi luč, materina beseda pa ključno zveličavne narodove umike. Založništvo je bilo od vsega začetka glavno in temeljno poslanstvo Mohorove družbe. S tem hoče poudariti svojo skrb za ohranjevanje jezika med Slovenci doma kot tudi zunaj meja Slovenije. Letošnja akcija Podarimo knjige je že 19. po vrsti. V tem obdobju smo uspeli podariti najrazličnejše knjige v skupni vrednosti nad 950 000 evrov. Odločili smo se, da letos podarimo naše knjige kar 11 ustanovam. Prejemniki so Zveza prijateljev Slovenije Mladine Slovenije, Slovenska Karitas, Zavod Nazaj na konja, Družinski center Kidričevo, KUD Fran Masel, Podlimparski Krašnja, Podružnična šola Krašnja, Gradska knjižnica Ivan Gorčič, Kovačič na Hrvaškem, Osnovna šola Mežica, Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, enota Mežica, Krajevna skupnost Šantanev, Gočeja Alcila Verein Krapfern in internacionalno društvo Most Svobode Freiheitsbrücke Freedom Bridge Maribor. Letošnje težišče ni slučajno na Koroški regiji, saj so kar 4 dobitniki letošnje akcije Podarimo knjige iz Koroške regije. Saj smo ravno lani obhajali 100-letnico nasilne preselitve Mohorove družbe iz Celovca na Prevalje. In to preselitev smo lani tudi obeležili z več prireditvami v Prevaljah in v Celovcu. Predvsem pa smo tudi naredili in organizirali vsakoletni izlet naših poverjenikov ravno na Prevalje, da smo obeležili to 100-letnico pregona Mohorove iz Celovca na Prevalje. Ponosni smo, da lahko Mohorova družba v Celovcu s to akcijo še naprej izpolnjuje svoje dolgoletno poslanstvo utrjevanja slovenskega jezika in ohranjanja kulture in omike. Izrekam posebno zahvalo veleposlanici gospe Sigrid Perka, avstrijskemu ministrstvu, uradu zveznega kanclerja za plodovito sodelovanje in pomoč v imenu vseh, ki bodo danes knjige prejeli, pa tudi gostitelji Trubarjeve hiši literature za prijetno ozračje in gostoljubnost. Vsem prejemnikom želim veliko veselja pri prebiranju knjig, nam vsem pa prijetno srečanje tukaj v teh prostorih. Hvala za vašo pozornost.
Sedaj pa ponovno vabim učenke in učence osnovne šole Franja Goloba iz Prevalj, da nam zapojejo eno pesem, in sicer so nam prinesli iz Koroške srce. Najlepša hvala. Kot smo že prej slišali, v akciji podarjamo knjige zmeraj ogromno knjig. Dajmo si predstavljati, da je to 2000 knjig, ki jih podarimo na leto, še celo več kot 2000 knjig. In če bi hoteli danes vse prinesti sem, bi to bila skladovnica knjig. Tega seveda nismo mogli narediti, zato bodo danes prejemniki dobili simbolično podarjene knjige, in sicer v obliki bonov.
V ta namen vabim gospoda veleposlanico in gospoda dekana, da letošnjim dobitnikom izročita prednostne bone. Prvi med prejemniki bo tokrat Zveza prijateljev mladine Slovenije. Zveza prijateljev mladine je nevladna, humanitarna, neprofitna, prostovoljna in človekoljubna organizacija, ki deluje že več kot 66 let. Poleg humanitarnega statusa deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. V zvezi deluje 110 društev prijateljev mladine. In vsako leto pri njih deluje preko 4500 prostovoljcev. Vsako leto pa tudi pomagajo v svojih programih in deluje v njihovih programih več kot 70 000 otrok. Temeljni cilj Zveze prijateljev mladine Slovenije je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov, družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Danes je med nami tudi podpredsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, gospa Pavla Peterle-Budovič, ki bo prevzela prednostni bon v višini 9000 evrov. Hvala za današnjo donacijo. Hvala obem organizacijam oziroma veleposlaništvu kot Mohorjevi družbi. Zveza prijateljev mladine se zahvaljuje tej donaciji, namreč te knjige bodo del prostega časa otrok, ki ga ti otroci preživljajo bodisi doma, bodisi na letovanjih, na taborih po Sloveniji ali na Hrvaškem. Tako da hvala za kvaliteto, ki boste doprinesli tem počitnicam. Hvala. Naslednji prejemnik je Zavod Nazaj na konja, družinski center Kidričevo. Kot so sami zapisali, je družinski center prostor za druženje in zagotavljanje potreb v različnih življenjskih obdobjih. Družinski center se svojim načinom delovanja pomaga pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja ter nudi informacije in znanja za kvalitetno življenje družin. Danes je med nami tudi dr. Aleksander Voljevšek, direktor Zavoda Nazaj na konja, ki bo prevzel bon v imenu Zavoda. Rad bi se zahvalil, prav gotovo je to čudovito darilo za nas. Ob tem bi rad povedal mogoče še eno osebno izkušnjo. Približno pol stoletja sem se rodil staršem na začasnem delu v tujini in takrat je seveda pisana slovenska beseda bila za mene izjemno pomembna. Mogoče se danes tega nekoliko bolj zavedam kot takrat, ko sem bil še majhen in ko sem tudi kakšno knjigo moral prebrati. Vesel sem, da me knjiga spremljala, verjamem, da me je oblikovala. Še bolj sem vesel, da sem uspel tak odnos skupaj z ženo tudi seveda prizvojiti otrokom. In vesel sem, da bodo otroci, odrasli in starostniki, ki so del našega programa Nazaj na konja, v družinskem centru Kidričevo uživali tudi v knjigah, ki bomo pridobili s to donacijo. Najlepša hvala. Naslednji prejemnik je Slovenska Karitas. Slovenska Karitas je bila ustanovljena leta 1990 pod takratnim ljubljanskim nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem. Danes v skupno 459 postojankah v pomoči več kot 10 000 stalnih prostovoljcev izvajajo specifične socialne programe. Njihovi prostovoljci vsako leto opravijo več kot 500 000 prostovoljnih ur. Glavno poslanstvo Karitasa je skrb za človekovo dostojanstvo in zagovorništvo revnih, tako doma, v Sloveniji, kot po svetu. Danes bo v njihovem imenu bon v višini 9000 evrov prevzel Peter Tomažič. Izvolite.
In Slovenski Karitas velikokrat poudarjamo, da je bolj pomembno to, kar damo materialnega iz rok, beseda. To se pravi, toplo sprejem, razumevanje in vse, kar lahko človeško srce da. No, knjiga je sama po sebi material, ampak je veliko več. Je beseda, je domišljija, ki jo ustvarjaš sam, ne tehnologija, ki izhaja iz tebe, iz notranjosti, je sočutje, ki ga lahko v knjigi najdeš, oziroma lahko razumeš druge svetove, druge ljudi, in pa je spoznanje. Se pravi, kaj bi v življenju želel narediti, kam bi se želel premakniti, kam te žene to, kar je v tebi notri. In se mi zdi, da je pri nas na Karitasu poleg besede, ki jo damo žive, tudi knjiga tistim, ki pridejo k nam po pomoč, lepo darilo in nekaj, kar oni imajo tudi osebno. To se pravi, nekaj, kar lahko imajo v rokah in to doživljajo. In to se mi tudi osebno zdi zelo pomembno. Se pravi, knjiga je res nekaj posebnega, nekaj presežnega, duhovnega. Ni vsaka knjiga dobra knjiga, ampak vse knjige, ki sem jih pa kdaj prijel z vaše strani, so bile pa dobre knjige. In vse knjige pač od Mohorjeva, in zato je z veseljem dati iz rok tako knjigo. Hvala. Naslednji prejemniki prihajajo z osnovne šole Mežica. Sami zase pravijo, da prihajajo z Koroške, ki leži pod mogočno goro Peco, v kateri bi naj po legendi spal kralj Matjaž. Njihov kralj Mežica je za nas sicer po rudniku svinca in cinka, ampak danes je to turistična zanimivost. Zanimivo pa je, da je kraj imel že prvo osnovno šolo pred več kot 200 leti. Sedanja šolska stavba bo že počasi dočakala tudi 100 let, vendar so na šoli še zmeraj zelo ponosni nanjo in so prepričani, da je med najlepšimi v Sloveniji. V šoli je danes okrog 270 učencev in učenk, poleg tega pa je v vrtcu še 130 otrok. Zanje skrbi preko 70 zaposlenih. V imenu osnovne šole Mežica bo danes bon v višini 5000 evrov prevzel ravnatelj šole, dr. Janko Plešnik. Pozdravljeni, kot je omenjeno, prihajam iz Mežice, kjer ne samo po našem mnenju, tudi po mnenju mnogih imamo najlepšo stavbo za izobraževanje v Sloveniji. S tem se absolutno strinjam. Ampak stavba je še vedno samo stavba, če ne bi bilo ljudi, ki vdigujejo to dušo. To smo vsi zaposleni, učenci in pa vsi, ki zelo radi pridejo na našo šolo. S tem se trudimo na različne načine, z medosebnimi odnosi, z pogovori, z jezikom, kakor tudi s knjigami. In zato smo še posebej veseli te res prekrasnega darila. To pomeni, da bo naša šola še dolgo živela. Hvala. Naslednji prejemnik je spet osnovna šola. Tokrat osnovna šola Janka Kresnika, podružnična šola Krašnja. Pri tem so zapisali takole, da je podružnična šola zelo aktivna. V njej tudi deluje kulturno društvo Fran Masel Podlimbarski, deluje pa že od leta 1954. Člani kulturnega društva in krajani se združujejo v gledališki skupini za odrasle in mlade, v skupini pevcev ljudskih pesmi, v likovni skupini, v skupini za ohranjanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja. Tako pripravljajo literarne večere, etnološke delavnice, od leta 1989 pa vsako leto slikarski extempore, vključno z razstavo, ki jo posvetijo prav temu. Organizirajo seveda tudi večere ljudskih pesmi in v mnogih slovenskih krajih, ne samo v Sloveniji, ampak tudi izven nje. Poleg tega se pa ukvarja tudi z ohranjanjem starih navad in običajev. Danes bo v imenu njihovega društva
Bon prevzela gospa Helena Urbanija. Bon v višini 5000 evrov. Ja, v imenu podružnične šole Krašnja, vseh zaposlenih in učencev ter predstavnikov kulturno-umetniškega društva Fran Masel Podvinjarski se vam za tako lepo donacijo iskreno zahvaljujem. Namreč smo majhna šola, podružnična šola, ki se je morala za svoj obstoj večkrat tudi močno potruditi, ampak pri nas je bila zelo uspešna. Namreč Krašnja je majhen kraj, in pri nas šolstvo obstaja že 160 let. Neprekinjeno poteka pouk že ves ta čas. In s to donacijo se bo naša knjižnica zelo obogatila, poleg tega pa bomo z roko v roki s kulturno-umetniškim društvom tudi nadaljevali našo poslanstvo. Namreč ves čas se trudimo, da bi dobro sodelovali in ohranjali ljudsko izročilo zapuščino naših prednikov. In mislim, da smo pri tem kar uspešni, namreč leta 2016 smo tudi z roko v roki napisali knjigo Mehurčki domišljije, tretješolci tedanji so napisali zgodbice, amaterski slikari tega društva pa so prispevali ilustracije. Tako da še enkrat najljubša hvala. Naslednji prejemnik prihaja iz osnovne šole Franja Goloba Prevalje. Njihove učenke in učence smo danes že dvakrat slišali. Ampak starši pa pravijo, da so zavod na Koroškem, prihaja namreč iz Mežiške doline in sicer iz srednje velike občine Prevalje. Sama občina ima okrog 6800 prebivalcev. Zavod sestavlja pa matična šola in 3 podružnične šole ter vrtec. Matično šolo obiskuje 524 učencev, ki delajo v 24 oddelkih. Podružnične šole pa so še Leše, Holmec, Šentenelj. Poleg tega ima še tudi vrtec Krojaček Hlaček Prevalje, ki je od leta 2005 priključen osnovni šoli. V ta vrtec je vpisanih 274 otrok. Šola je tudi zelo velika, kar se tiče zaposlenih. V šoli dela skoraj 150 pedagoških delavcev. Osnovna šola Franja Goloba Prevalje je že od same ustanovitve leta 1963 kulturno usmerjena. Zato nas ne čudi, da je bila ustanoviteljica tudi bralne značke, ki je znana širom Slovenije. Danes bo v njihovem imenu bon v višini 5000 evrov prevzela pomočnica ravnateljica gospa Andreja Tinek. Kot predstavnica naše šole se donatorjem zahvaljujem za izredno donacijo. Da smo bili izbrani, verjetno ni naključje. Prednostna naloga naše šole je branje. In kot smo že v uvodniku slišali, je naša šola bila ustanoviteljica bralne značke. Gibanje je preraslo v vseslovensko gibanje, tako da na letnem nivoju bralno značko prejme kar 70% osnovnošolske populacije. In nekoliko višji je tudi odstotek na naši šoli. Z doniranimi knjigami bomo obogatili našo knjižnico na centralni šoli in tudi knjižnice na podružnicah. Mislim pa, da bodo otroci še naprej tako radi brali z vašo pomočjo. Hvala. Še naprej ostajamo na Koroškem. Naslednji prejemnik je krajevna skupnost Šentenelj. Krajevna skupnost spada pod občino Prevalje in šteje vključno zaselkoma Jamnica in Suhi Vrh okrog 400 krajanov. Ime Šentenelj izhaja iz Sveti Danije in njihov parni patron.
Krajevna skupnost je glavni nosilec dejavnosti pri razvoju in obnovi kraja. Skupaj s športnim, kulturnim in turističnim društvom ter z župnijo si prizadevajo za ohranitev in obnovo vaškega jedra. Med letom v sodelovanju z osnovno šolo pripravljajo številne proslave in nastope. Danes bo v njihovem imenu fond v višini 3000 evrov prevzela podpredsednica Krajevne skupnosti Šentanelj. Srčen pozdrav vsem danes tukaj zbranim. Toliko lepih besed in zahval, da sem skoraj sama ostala brez besed. Tudi moji prvi najzgodnejši spomini so povezani prav z Mohorjevo družbo in prav iz teh knjig sem se kot otrok učila tam davnega 70. leta. In te knjige imamo še danes vedno v naši hiši. Vsekakor je to ena dobra popotnica za začetek. Ampak rada bi povedala, da naša vas, sicer smo majhna celica, komaj 380 je nas, 11 otrok v šoli in se res zelo, zelo prizadevamo, da bi to ostalo še naprej. Kajti, ko enkrat ni več na vasi župnika, pa ni več šole, pa ni trgovine, se kar bojimo, da bomo nekako izumrli. Ampak veste, Šentanelci se pa res ne damo. Smo taka majhna živa celica in jaz sem rekla, dokler bom živa, se bom tudi sama zelo prizadevala. Seveda s pomočjo krasnih ljudi, društva, športno, kulturno, najbolj pa seveda naša krajevna skupnost in smo šolo tesno povezani. Od vzgoje do proslav in držimo tudi tradicijo vseh naših prednikov, ki so se rodili na Šentanelu. Naj pa samo izpostavim profesora Luke Kravca, ki je 64. leta pred Liposvedi vasi ustanovil Šentanelske pavre pod vodstvom gospoda Mitja Šipka, žal pokojnega. Celih 48 let so bili najboljša, ne bom rekla reklama, ampak prezentacija Šentanela, tu Šentanelo in izven meja. Vsekakor beseda peta ali pisni obliki bo živela naprej. Prisrčna hvala tudi z vašo pomočjo. Še naprej ostajamo v regiji. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, enota Mežica, je naslednja. V enoti Mežica nadaljujejo delo nekdanje povojne študijske knjižnice. Danes je to splošna knjižnica, katere ustanoviteljice so občine Mežiške doline. In veseli me, da lahko danes tukaj med nami pozdravimo tudi župana Mežice. Hkrati knjižnica je osrednja knjižnica na celotne Koroške, namenjena najširšemu krogu uporabnikov in prejema kot takšno tudi obvezne izvode slovenskih tiskov in opravlja za širše območje posebne naloge. Pri tem je zelo zanimivo, da pokriva tudi obmejno območje in v sodelovanju s študijsko knjižnico Celovec izvaja za zamenjske Slovence nakup knjižničnega gradiva za zamenjsko Koroško in izdeluje tudi lokalno bibliografijo. Danes bo v njihovem imenu bon v višini 3000 evrov prevzel predstavnik, ki pa žal nismo zvedeli. Upam, da med nami. Hvala, sem Irena Oder, direktorica Koroške osrednje knjižnice. Se seveda tako v imenu svojih sodelavcev, predvsem pa bralcev, zahvaljujem za to donacijo. Knjižnica Mežica dobi vsak dan eno knjigo. Toliko je letni prirast samo za knjižnico v Mežici in verjamem, da bo ta dar še obogatil to zbirko, predvsem s kvalitetno literaturo, ker najbrž ni treba posebej poudarjati, da se v knjižnici trudimo, da seveda imamo literaturo, ki ima en nivo.
Pa morebiti verjamem tudi, da ne bodo knjige samo krasile to knjižnico, ampak da jih bodo tudi brali. Nenazadnje je občina Mežica že kar nekaj let ponosna lastnica priznanja oziroma branju prijazna občina. Tako da še enkrat hvala tako v svojem osebnem imenu in v imenu vseh bralcev v Mežici. Takole, zdaj pa prihajamo v Štajersko regijo. Naslednji prejemnik je Internacionalno društvo Most Svobode, Freiheitsbrücke Freedom Bridge iz Maribora. Društvo obstaja že od leta 1990 in je bilo ustanovljeno z namenom uresničevanja človekovih pravic za osebe, ki se jim te pravice kršene. Skrb za spoštovanje in ohranjanje zgodovinske resnice ter spomina na kulturno dediščino nemško govorečih rojakov je eno njihovih osnovnih vodil. Vse skozi si prizadeva za boljše sodelovanje med nemško in slovensko govorečim prebivalstvom. Med svojimi osnovnimi dejavnostmi pa je izobraževalna dejavnost, organizacija družabnih prireditev ter kulturnih dogodkov. Danes so člani društva žal zadržani, zato jim bomo bon in knjige v vrednosti 1500 evrov posredovali kar na njihov naslov. Je pa z nami predstavnica Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačič, osrednje knjižnice Slovencev na Hrvaškem. Osrednja knjižnica Slovencev na Hrvaškem je ena od 10 knjižnic narodnih manjšin na Hrvaškem, ki deluje v mestni knjižnici iz Karlovca. Ustanovljena je bila pred 26 leti. Uradna otvoritev oddelka je bila že leta 1993 in od takrat v njej redno potekajo slovenski kulturni dnevi v Karlovcu. Takrat, ko so kulturni dnevi v knjižnici, potekajo literarni in glasbeni večeri in različne razstave. V sodelovanju s kulturnim društvom Slovenski dom Karlovec zaznamuje tudi slovenski kulturni praznik. Od leta 2017 ob finančni podpori Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu izvajajo tudi tečaj slovenskega jezika. Danes bo bon v imenu društva prevzela gospa Vedrana Kovač-Vrana, voditeljica osrednje knjižnice. Veliko hvala na povabilu in se naprej opravičujem za morebitni lošo slovenščino, ampak najlepša hvala na tistem bonu, ki bo sigurno ohranjal slovensko kulturo na Hrvaškem. Kot je gospa že povedala, osrednja knjižnica Slovencev na Hrvaškem deluje v Karlovcu že 27 let. In ohranja slovensko kulturo, jezik, literaturo in obstaja en stik s Slovenijo. Tisto darilo nam je zelo pomembno za naše uporabnike, za naše knjižnično gradivo, ki bo ga obogatilo. Hvala. Karlovca pa se premaknimo še na Kočevsko. Zadnji danes izmed prejemnikov je Društvo kočevarjev staroselcev Gočeja Alciglafajn. Društvo deluje že od leta 1992 in ima številno članstvo. Vizija društva je ohranjati kulturno-zgodovinsko dediščino svojih prednikov, obujati spomine na lepe in plodne čase v stari domovini kočevarjev, ter hkrati gojiti povezovanje s še živečimi kočevarji in njihovimi potomci po svetu. V 27-letnem obdobju delovanja so naredili veliko, predvsem s pomočjo donacij izven meja Slovenije in z lastnim delom so uspeli zagotoviti
svoje društvene prostore. Tam so uredili manjši muzej in makete nekdanjih kočevarskih vasi. V zunanjem delu pa so zasadili vrt starih sadnih sort in nekaj eksponatov velikega orodja je tam tudi na ogled. Velik poudarek pa dajejo mladim. Z otroci se učijo kočevarskih besed, kočevarskih pesmi in godijo kočevarske plese. Društvo je izdalo več strokovnih knjig na temo kočevarji in kočevska, saj verjamejo, da zapisano ne bo šlo nikoli v pozabo. Danes med nami predstavnik društva in sicer častni predsednik Johannes Hans Jaklič, ki ga prosim, da prevzame bon v višini 1500 €. Peter Jaklič. Ja, zdaj to je pa eno posebno društvo. Tako lep pozdrav sem, pa če se navežem na ta naslov našega društva, Društvo kočevarjev staroselcev Altidler Herajn, bom si dovolil tudi mogoče stavk dva v kočevarščini. Zdaj kočevarščina je jezik, pravzaprav je skoraj da v pozabo, ampak vseeno. Bom kar v kočevarščini. Wir haben quasi durch diesen Weibchen Schentung haben ein Geschenk, das bedeutet in den Verein in ein Strachkamp, weil Scout die Stück, und auch die Stückzebank, weil es ein Stunkerschen, als wir dann Spendenschirm gekam, Stunker. Res, tukaj lepi besed je bilo že rečenih, preko gospa Štenjela rekla, nimamo več kaj dodati. Tukaj ni lepih besed. Ampak če se navežem na prvi stavk, pisana beseda. Pisana beseda je in bo ostala. Danes vsa tehnika elektronska ima svoj čar, ampak vseeno je še zmeraj knjiga tista vrednota ali pa tista vredna naložba, rečem, ko bo ostala. Ostala vsem za nami. Naš del zgodovine, kočevski del zgodovine, ki je gospa že omenila, ta usoda je taka, kot je, in Kočevar je malo ostalo, društvo je bilo ustanovljeno takoj po osvoboditvi, mislim, po osamosvojitvi Slovenije, tako da smo se organizirali v društvo, res znalo, da probamo ohraniti. Ohraniti ta del kulture, bogate kulture, tudi teh pristnih odnosov, ko so jih Kočevarji gojili z vsemi sosedi, Slovenci vsa stoletja. Če dam samo podatek, leta 1330 so prišli iz tirolskega konca, Kočevarji v ta konc takrat krajinske ali pa danes slovenske dežele, deželo kultivirali, delali dobro, doprinesli tudi slovenski državi današnji, bi rekel, en tak napredek, zato je tudi prav, da se ta del ohrani in to je tudi, izpravim, tudi za slovensko državo pomembno, da se to ohrani in knjiga je tista zadeva, je bilo preomenjeno, društvo je dalo kar precej knjig, tako da bo ta pisana beseda ostala in ostale bojo zapisane tudi te zadeve, ko se drugač gre v pozabo. Tako da res, hvala lepa in v imenu društva, jasno v mojem imenu kot eno od zadnjih Kočevarjev, tako da sem si res dovolil tudi vas pozdraviti, pa bom tudi zaključil s kočevskim pozdravom. Kočevarji sem se med sabo pozdravili Grüß Gott, tako da bom tudi tole v slovenščino govoril, tako da je rekel, bo rekel Bog z vami. Tako da, hvala lepa. Čestitke tudi v mojem imenu in v imenu vseh nas, vseh prejemnikom. Sedaj pa še vabim enkrat. Sedaj pa še enkrat vabim učence in učenke osnovne šole, da nastopijo. Ampak koliko sem zvedela, bo presenečenje. Koliko bo prišlo in kaj bo igrali, ne vemo.
ostane samo zaključek. Dovolite mi, da se kot prvemu zahvalim Trubarjevi hiši literature in njenim zvestim sodelavcem za topel sprejem in prijazno vzdušje, ki ste ga omogočili. Prisrčna hvala tudi učenkam in učencem osnovne šole ter učiteljicama Franje Goloba in Prevalje, da so prišli v Ljubljano in da so nam tako lepo popestrili današnji dogodek. Ne nazadnje tudi prisrčna hvala vsem vam, da ste si vzeli čas, da ste prišli danes v Ljubljano, ker čas je nekaj najbolj dragocenega, kar lahko poklonimo en drugemu. Hvala za prihod. Vse dobitnike vabim še na eno fotografijo, drugače pa na prijetno druženje v sosednji prostor. Hvala, srečno!